En lep dober večer, vsem skupaj v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Da se slišimo. Hvala, ker ste se obeležili v lepem številu. Danes bomo predstavili knjigo Vojna za mir, avtorja, profesorja, dr. Boštjana M. Turka. Jaz ne bom zdaj govoril tle, ker sem si nekaj napisal, pa ne bom bral zdaj neke paragrafe, kdo tale Boštjan je. Zdaj mislim, da večina vas, ki ste tukaj, že malo poznate, in ste tudi zaradi tega prišli. To je eden Slovencev takih poznanih, znanih, uspešnih, ampak bolj poznani v tujini kot doma in priznani v tujini kot doma. Tako da Boštjan ima več intervjujev po televizijah Hrvaške in Francije, Poljske, da ne bom našteval, kot v Sloveniji. V Sloveniji srečamo na Novi TV, mogoče na Siolu, ob izidu knjige ga pa ni bilo zaznati na nacionalni televiziji. Je pa knjiga Vojna za mir knjiga današnjega časa. Knjiga, ki nam odpira pogled, zakaj je do vojne v Ukrajini prišlo, mogoče nekaj tudi glede na zakaj vzroki vojne, zadnje vojne v Izraelu, ker nam odpira pogled, zakaj je do tega prišlo, kje so se delale napake, kam je v bistvu ta svet zašel. Boštjan je to v tej knjigi, jaz sem sicer že prebral, ampak malo pred časom, tako da sem mu par stvari pogledal za nazaj. Boštjan v tej knjigi opisuje tudi razpad Jugoslavije in ustanovitev naše države, je pa, kjer vzporednice med Miloševićem in Putinom, velika vloga Nemčije in Angele Merkel in seveda bom prepustil besedo kar gospodu Boštjanu. za vašo predstavitev. Glavno povem, da v Sloveniji me imajo ljudje radi, pa še posebej ima pa rada, bi rekel, partijska država v obliki pravosodja, ker ne pozabi vsako leto izdati kakšnega računa, zdaj smo za operacija plačali, boste verjeli, po vsem tem, kar smo plačali za Tauferja, smo zdaj ravno kar plačali 7,000 evrov. Tako da, ampak gledajte, jaz, če oni mislijo, da bom jaz utihnil, so se pa zelo zmotili. In ne bom utihnil in ne utihnil, ker nastaja že nova knjiga, upam, da bom lahko tudi z njo, z vami, nekje recimo si predstavljam drugo leto, ta bo pa v Sloveniji. Ampak ta knjiga je zdaj, se pravim, jaz sem ravno prišel iz Zagreba, zato sem nekako nenavadno napravljen, ker imam obleko, ker sem bil v avtu, nisem vzel hlača, sem v kavbekah, ampak sem mislil, da sem videla, pa se vidi. To mi ne bote, to je najmanj, kar mi bote zamerila. Ampak se pravim, v Zagrebu sem prišla Hrvaška inačica te knjige iste, mislim, ni ista, zato ker govori pač o Hrvaški, ta pa govori o Sloveniji, to sem umaknil ven, ker sem to knjigo za Hrvaško sem sam prevedel in napisal, pišem ogromno za hrvaške časopise, zdaj sem bil pa na eni televiziji, sem imel intervju in sem rekel, ker moram v vsaki predstavitvi, da niso vse enake, moram pač poskušam ljudem čim več novega povedati. Moram žal začeti, kot sem na tisti predstavitvi, to je Press Klub Tihomira Dujmovića, to je izredno gledana, bi rekel, oddaja. Tako kot sem na tisti predstavitvi rekel, pač, da
je Dunović začela z vojno, ne, in da ta vojna zdaj, oziroma ta teroristični napad Hamasa na Izrael natančno potrjuje intuicijo avtorja te knjige, oziroma moje knjige, ne. Moja temeljna teza je, da je Evropa slaba in da je zaradi tega prišlo do vojne v njej. Potem knjiga popisuje, zakaj, odkot ta slabost, in to, kot boste videli, razložim s tem, da v času Helmuta Kohla, ko je bil on kancler, so se Rusi iz Evrope umikali. 92. 94. leta so se ruske armade umaknile iz celotne vzhodne Evrope. Si predstavljate, kakšen prostor je to. Zdaj so zasedli nekaj, če pogledate na zemljevidu, celotna vzhodna Evropa, ki so včasih obvladovali, vključno s tem, da so obvladovali Jugoslavijo, pač isto orožje in ista mentaliteta, to, kar je zdaj v Ukrajini prav nekaj mejhnega. Takrat so se 92. 94. Rusi vojaško popolnoma umaknili iz vzhodne Evrope in iz baltskih dežel, ne da bi se dve stvari zgodile, da bi bil izstreljen en sam metek, in da bi o tem se veliko govorilo. To se je zgodilo tako rekoč v popolnem molku, naenkrat so te države ostale, bi rekel, suverene, brez tuje vojske. Kancler Kohl, zakaj govorim kanclerju Kohlu? Ker je bil predsednik vlade najmočnejše stranke, največje države v Evropski uniji, to je Nemčija. In takrat smo tudi mi, Slovenci, dobili svojo državo. Jaz v knjigi pišem, da najverjetneje zaradi njega. Zato, ker se je postavil na stran osamosvojiteljev, postavil se je njegov, bi rekel, sogovornik, je bil predsednik Združenja vrednot slovenske osamosvojitve Peterle. Se ga spominjam, ker sem bil krščanski demokrat. In on se je postavil za nas, za samostojno Slovenijo. In potem je on šel, potem je prišla Angela Merkel. In v dobi Angele Merkel, se pravi od leta 2005 do leta 2021, ki je bila sicer gospodarsko izredno uspešna. Slovenija je v njej absolutno prosperirala. Torej, mi smo vstopili v Schengen, v evroobmočje, vstopili, bi rekel, se globje pomaknili v te evropske integracije, v tem času dvakrat predsedovali Evropski uniji, pa se država, ki leta 91 še ni bilo, je 30 let, v 30 letih razvoja, dvakrat predsedovala Evropski uniji, obakrat pod Janezom Janšo. In kar nekaj vedno povema, nam je v bistvu zelo lepo, z tega stališča, da smo mi doživeli to, česar ni nihče doživel od ljudi, o katerih smo se učili v šoli, od, jaz pravim, prvega pisca, ki je zapisal, bil je Nemec, pa je zapisal tam v 8. stoletju našega štetja brežinske spomenike, ki so še danes občudovanja vredna slovenščina na visokem nivoju, pa potem preko vseh, bi rekel, protestantov, Trubarja, Slomška, Prešerna, Cankarja, Plečnika, vseh, bi rekel, velikih umov slovenskih, da ne govorimo o ljudeh, Majer Zilski, Miklošič, Kopitar, ki so, se pravi, Miklošič, ki je bil pobudnik Zedinjene Slovenije, to je tako zelo zemljevid, Zedinjene Slovenije, vseh slovenskih dežel. Ti ljudje niso dočakali samosvojene Slovenije. Mi imamo ta privilegij, da smo do samosvojitve dočakali, imamo to, bi rekel, privilegij, da so se nekateri, kot omenil sem Primoža Bulca, pa vidim Petra Keršiča, zadnjo tudi borili z orožjem. Jaz sem bil v tistem času, pa med nami sem bil v vojski angažiran, ker sem pač najela animarala in potem je to, jaz sem bil 25, 91, če to zadnji ILA kasarni spoznan zaradi hrbtenice, za pač nezmožen delati v vojaško službo, ampak sem se pa angažiral maksimalno kot krščanski demokrat, kot mednarodni tajnik in delal res veliko na priznanju Slovenije, oziroma lahko vam povem, da če bi samostojne Slovenije ne bilo, tudi ne bi bilo, ker zagotovo ne bi bil ne na fakulteti in pač
bi nas pospravila. In zato je to en neskončen privilegij, in to povem najprej, preden začnem govoriti o temnih plateh, vse te zgodbe, neskončen privilegij, da smo mi dočakali, ista generacija, ki je dočakala slovensko državno suverenost in samostojnost. Kar se jaz spominjam leta 88, si niti nismo mogli, da bi, se bo nekaj takega zgodilo. Da se bo nekaj takega zgodilo. In celo imeli smo to velik privilegij, ki ga pa ne znamo ceniti, oziroma ne mi, ki smo tu zbrani tukaj, mi ga znamo, ampak večinsko volilno telo in večinsko prebivalstvo ne zna ceniti, da smo iz vojne išli v relativno kratkem času kot zmagovalci. Šahmat, kot zmagovalci. Še tukaj v Logatcu ni daleč Borovnica, ki je tisto skladišče orožja, ki sem to petek sem komentiral za isto Z1, se pravi hišo, medijsko sem komentiral, kako smo se mi oborožili Slovenci v tistem skladišču, kako smo privarali LA, in 3 dni so vozili na času samosvojitvene vojne iz te ogromnega skladišča v Borovnici orožje in tisti bombarji v DRA, pač tam je bil nek kapo, ne vem, ki so ga pač zamenjali, potem je bil Slovenci, enkrat tako so pisali iz vodstva, kako ide, da je vse v redu, on pravi, vse druže kapetane, ne vem, vse je v najboljem mogočem redu. Potem 3 dni, da se je Slovenija obružila, tega orožja nismo imeli, ker so gospod Kučan ga podarili JLA, dokazano. Hočem reči. In to je velik privilegij, tega ne smemo nikoli pozabiti. In v tej perspektivi, seveda, potem se pa ta doba Angele Merkel je pa pomenila hkrati, bi rekel, za nas Slovence je bila odlična gospodarska. Od 2.5 do 2.21 smo mi zelo, zelo napredovali. Ampak hkrati sicer ne toliko v Sloveniji, pa tudi, hkrati se je pa to začel, se pravi, mehčanje tega, kar jaz v knjigi imenujem, temeljna zavetja človeka, uničevanje tega, bi rekel, kar je dano človeku, to je, da ima družino, da ima vero, da ima narod, da ima kulturo, cerkev. Danes, in to je prišlo do tega, Kancler Kohl je bil pokopan v Štajerju, grob je peščen in na vrhu groba je en ogromen križ, mislim, da je visok 2 metra. Si predstavljate vi, takrat je bila Evropa močna, zato ker jaz pravim, nobene družbe, nobene državne skupnosti, nobene civilizacije ni, ki bi zmogla brez tega, da ljudje v nekaj verujejo. In krščanstvo je porodilo Evropo. Krščanske vrednote so ustvarile svet. Evropa je ustvarila svet. Zahodni svet je svet Evrope. To je svet, ki je nastal preko italijanske renesanse, to v knjigi vse pišemo, in se je oblikoval kot tak in prekvasil vse kontinente. Z izjemo Kitajske, Kitajci hodijo po naših stopinjah, je to, ne sem Avstralija, kjerkoli je ta modela, ki je evropski. In se mi, Evropejci, naenkrat v tej dobi Angele Merkel, smo se začeli odrekati same sebe. Zdaj je glavna agenda je LGBT, glavna agenda so migranti, poglejte, kaj se dogaja, in glavna agenda je tako imenovan boj zoper podnebno segrevanje, za katerega seveda je najmanj kriva Evropa, najmanj odgovorna, ker vedno vsakega vprašam, dajte mi vi, prosim, povedati eno samo evropsko državo, ki ima ekološke probleme. Pa nihče ne more povedati ene same, ker ene same evropske države, ki bi imela ekološke probleme, ni. Ker ekoloških problemov v Evropi ni. Ampak to pa, kar zdaj nameravajo, do leta 2030, nameravajo 40%, bi rekel, energentov pridobiti iz vetra in iz sonca, kar je pač popolna utopija, in bo menil, da bo pač tukaj vsaj avtomobilska industrija gotovo hudo prizadeta, če ne uničena. In to so vse te ideje, ki nimajo, kot pišem, to je mogoče najbolj zanimivi delov knjige, ko dokazujemo, tako imenovana Lizbonska pogodba. Lizbonska pogodba podpisala sta Janša pa Rupel 2007, to je bil zadnji, to je najvišji dokument Evrope. Evropa nima ustave,
najvišji dokument Evrope je imenovana Lizbonska pogodba. Noter je vse zapisano, ne, kaj mora biti, kako in ko. In v Lizbonski pogodbi pa pravi, izhajamo iz verske in kulturne dediščine Evrope. Verska in kulturna dediščina Evropa je nezamenljivo povezana s krščanstvom. Ne? Zato, ker je krščanstvo v Evropi avtohtono. Zdaj so to pogruntali, ja, se je tudi islam v Evropi. Jaz pravim, ja, pa islam je toliko avtohton v Evropi, kot je žival, ki se imenuje lev ali pa levinja avtohtona v Sloveniji. Res, da najdemo leva pa levinjo v Sloveniji. Veste, kje? V živalskem vrtu. Zelo težko pa govorimo, da sta lev pa levinja avtohtoni slovenski vrsti. Ne? In islam ni avtohtona religija Evrope, in islam ni kulturotvorni dejavnik, morda v delih Španije, ki jo je pa seveda zavojeval in s katere se je umaknil, ampak to je ostalo omejeno na Španijo, medtem ko krščanstvo je pa prekvasilo celotno Evropo in preko Evrope je krščanstvo prekvasilo svet. Krščanstvo se v svet zaneslo iz Evrope. Začelo se v Rimskem imperiju in potem v času srednjega veka, renesanse, odkriti, se je pač razširilo po vsem svetu. Ne? V Ameriki je danes prevladujoče, v Afriki, žal v Evropi pa delajo vse, da bi ga pač uničili. In to je dediščina Angele Merkel in zaradi tega je Evropa začela pokati na osi vzhod in zahod, zato ker se Poljska in Mađarska pa višegrajske države niso dale, ne? Niso pustile. Zdaj boste videli, Čehi oziroma Slovaki so izvolili bi rekel Fika, ki je bil tudi že predsednik Slovaške nekaj časa nazaj, ni bil človek podpisniki Lizbonske pogodbe. Ampak zdaj bo pač strožje, ampak Lizbonska pogodba, ki je pač tako, da povem, ne? Lizbonska pogodba, ker Evropa nima ustave. Ne? Lizbonska pogodba je kot ustava, to je najvišji dokument. Ne? In Lizbonska pogodba samo v enem stavku, na 370 straneh, govori o podnebnih spremembah. Sploh jih ne omenja. Ne? Pa zdaj Bruselj, ne? Dela iz tega, bi rekel, novo religijo. Lizbonska pogodba v enem samem stavku ne omenja LGBT. Tega ni. Te besedne zveze v Lizbonski pogodbi ni. Niti je ni kot take, niti je ni, da bi se zavzemala za homoseksualce, karkoli, čeprav vsakič povem, ne, da jaz nimam nič proti homoseksualcem, nasprotno nekaj poznam, v Parizu sem jih tudi spoznal, ne, in ki so zelo spoštovanja vredni ljudje, in mene nič ne briga, kaj oni delajo, ko so zaprta vrata in so sami, kot njih nič ne briga, kaj jaz delam, ko so zaprta vrata in ko so sami. Ampak da pa posiljujejo s tem, ne, bi rekel, celoten planet, ne, to je pa nekaj, kar je nespremljivo. In niti besede ni v Lizbonski pogodbi o veliki iznajdbi, bi rekel, Evropske unije v zadnjih letih o migrantih. Niti besede. To da obstaja. Se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da vsi ti ljudje, ki nam vse to vsiljujejo, delujejo brez kakršnekoli legitimitete. In to je zloraba. To je tako, kot če bi recimo nekdo bi rekel, nekaj uveljavljal, česar ni v slovenski ustavi. Ali uveljavljal nekaj zoper slovensko ustavo. In to knjiga natančno analizira. Ne? Zdaj, če grem, seveda, ta slabost Evrope se bo nehala v enem samem trenutku, se pravi, časi normalnosti se bodo vrnili, sem zapisal, ko jim bomo na vsak način prenehali zapirati vrata. To je pa polnoma malo. Da se Slovenija obrne v pravo smer, je dovolj 50-100 tisoč ljudi, ki bi prišli pred državni zbor in zahtevali predčasne volitve. To bi državni zbor se razpustil in vlada bi padla. Tega pritiska 50-100 tisoč ljudi pred državnim zborom ne bi držali. Vprašanje, če se to ne bo zgodilo, ker ta vlad to vlad kritizira, zelo ostro
v tej knjigi, pa je zapisano let nazaj, ko vseh teh norosti še niti, ker zdaj to vsako leto slabše, kot alkoholizem. Ne? Ni vsako leto, pijanc ni vsako leto boljši, vsako leto je slabši, ne? Če ga ne zdraviš. Ne? In tle je ista primera, to je vsako leto slabše. Ne? Vsako leto kradejo bolj brez sramu, zdaj gre pa samo še za to, da se krade. Ne? To smo naprej pogovarjali. Smo Leša Hoj se vprašal tam konca avgusta, se je Leš, koliko pa znaša škola, je rekel, ker je bil on v vodovodu, v kanalizaciji Ljubljane, ima predstavo, je doma v tem svetu. Je rekel, to je Boštjan, na infrastrukturi je škode tam 1 milijarda, dobra milijarda, potem je pa še pol milijarde, 500 milijonov škode na individualnih objektih, na hišah, ki je odnesli podaril in tako. Ampak tle pridemo. To je bila tudi, ne pozabiti, to je tudi ta prva številka, ki so oni dali, milijardo pa pol, o tem smo govorili. Potem je pa nenadoma tišina, je bilo prišel 6,7 milijarde v škode. So si rekli, odkud bo ti 6,7 milijarde? In zdaj je prišel pa Jevšek prejšnji teden, je pa rekel 9,9 milijarde v škode. In jaz sem pa rekel faktorju prejšnji teden, sem rekel, to sploh še ni končna številka, pa ste do novega leta bo ta škoda vsaj 15 milijard. To so tako, da bi stale kozarc sled, oziroma, ne vem, je pa vzel kovanci že iz denarnice pa ga met v zrak, ali bo cifra ali bo moša, ne. Tako pa oni to mečejo te številke, kako bo, ne. Ali pa igrajo loterijo, mislim, igrajo, vrtijo roleto, ne, pa če se na ena ustavi 1 milijarda, če se pa na 9,9, pa 9 milijard, ne. Hočem reči. In to je čas, vse skupaj, ne, skupni imenovalc časa, ki pomeni, da je nekaj zelo v temelju in Slovenijo in z Evropo narobe. Ne. In tudi ta vojna v Izraelu, ne, to mi je rekel Tihomir Dumović, so začela vdaja, ne, je rekel, čeprav se ponovadno vse izredno pripravljeno, ne, na te televizijske vdaje, vse v hrvaščini, v slovenščini ne, pač v hrvaščini pa. No in potem sem govoril na tretjino vdaje, je bilo o Izraelu, če nisem bil pripravljen, sem se pač kar suvereno znašel. In sem pač rekel, ne, kaj se zdaj dogaja v Izraelu. Tle moramo videti eno stvar, ne, kdo ima od tega škodo. Da to ceno moramo videti nekaj. Ne. Izrael je v bistvu predstraža Evrope. Tako kot zdaj je pobegnilo, zbežalo svojih domov 100,000 Armencev. To je krščanska predstraža Evrope. A je kdo kaj rekel v Bruslu o Armencih? A je šla von der Leinova v Lampeduso? Se pravi v Armenijo? Erevan. Ne, ona je šla v Lampeduso. In kaj v Lampedusi je rekla? Je rekla, potrebujemo migrantske koridorje. Prišlo je 10,000, je rekla, še več jih potrebujemo. Ja? In je tudi von Leinova, ta celotna evropska struktura mora iti. Von Leinova in Vera Jureva, oni jih držijo, Vera Jureva je sedela, ona je res sedela. Ona je bila mesec v knjigi, višjega postu se je zelo natančno preštudiral, sem videl, da so jo spustili za to ne, ker bi pač dokazali ne vem kaj, ampak je imela najbolj izvrstne pravnike, ne, in ker je policija opravila slabo delo. Ona je pač poneverila evropska sredstva za obnovo nekega gradu. In ti ljudje nam bojo zdaj govorili o morali. Ona je podsekretarka oziroma namestnica podpredsednica Evropske komisije za področje morale pa vrednot. Halo? Ona ni bila zaprta pod Gustavom Husakom, kot je bil Havel, ne? Je bila zaprta pod Havlom, Václavom Havlom. Od zdaj Václava Havla razglasili, da je on zdaj totalitaren, ne? In da je Boga vera. In Ursula von der Leyen ima škandalov, ne? Ta s Pfizerjem, ki je prišel ven, jaz ga še nimam v knjigi, ker še ni prišel ven, knjiga je bila končana točno leto nazaj. Ne? Ampak ona je poneverila 43,5% svoje doktorske dizertacije, uradno. 43,5% je plagirala, prepisala. Od nekoga drugega. To so vse dokazali, ne? Ker Nemci imajo, ki so videli, da vsi ti njihovi ministri imajo eno šibko točko, ki je skupno imenovalc, torej, da vsi plagirajo oziroma prepisujejo doktorate, so po Gutenbergu pomenovali en super, bi rekel, specializiran program za detekcijo plagijatov, a ne ga pomenovali Gutenberg, ne, in zato so dali, pa za von Leinovo so jamčali, da je to ponaredek, zato to je ponaredek, a ne, mislim, to je
prepisati, ne? To je kaznivo dejanje. Ne? V bistvu civilne tožbe, pač sicer zlorabe uradnega dokumenta, to se je uradni dokument, pa civilne tožbe pač ne bi rekel, pooblaščenega privlačenja tujih avtorskih pravic. In potem je to, ki je ona prišla v Evropo, je to vse popolnoma potihnala. Ne? In potem to von der Leyenovo vidimo v zadevi Pfizera, ne? Kjer je podpisala, kjer je Evropski parlament ni smel pogledati v največji zanesek, ki ga je kdajkoli vsebovala, kakršnakoli pogodba, ki jo je Evropska komisija sklenila, to je pa bilo 20 milijard evrov, nepredstavljiva vsota, to je bilo tam v marcu, aprilu 2021 leta, za milijarde doz, za 1 milijardo, nekaj tazga, doz cepiva. Začunali so, da bi vsak Evropejc, ki je 450 milijonov, bil cepljen 10-krat, se pravi, to je 4 milijarde pa pol cepil, 10-krat proti COVID-u. Jaz sem 4-krat cepljen. 4-krat cepljen. Jaz nisem noben antivakser. Tle gre čist druge stvari. In potem ta Vera Joureva, ki je podpredsednica Združenja za moralo, ampak Ursula von der Leyen je to že, ki je bila obrambna ministrica, je imela te težave, čist iste, z ogromnimi pogodbami za vojsko, kjer so vse v Pfizerju, slučajno zaposlen njen mož. In potem ona se to izmenjevala prek SMS sporočila, in potem je zahteval Evropski parlament vpogled v SMS sporočila, na kar je Vera Jourova rekla, da to ni mogoče, da to ni stvar Evropskega. Vera Jourova je rekla, da to ni mogoče, da to ni stvar Evropskega parlamenta. In Evropski parlament je zahteval vpogled v pogodbo, je Vera Jourova rekla, da to ni stvar Evropskega parlamenta. 20 milijard evrov, ki smo jih mi. Zdaj so nas obvestili o tem, da kakšni bedaki je ta vlada, da smo poslali neto plačniki, bomo poslali velik uspeh neto plačniki evropskih plačev. Bomo plačevali mi, zdaj smo prejemali, zdaj bomo plačevali. Za take stvari, za cepiva, za 10 doz cepiva, saj pa se cepivo po 3, 4, 5 mesecih je neuporabno, ga morajo vrti stran, ker je smrtno nevarno. Ti cepiva s pretečenim rokom so uporabljati na smeš. In taka Evropa se mora, taki ljudje se morajo posloviti, to je bilo v času kanclerja Kohla, nekaj tazga si ne bi mogli ljudje zamisliti. Taki ljudje bi se v Evropo pripeljali v koncu. In kaj se dogaja zdaj v Izraelu in v Armeniji? To so predstražajo. Zakaj se to dogaja? To se dogaja zato, ker je spet na oblasti demokratska, bi rekel, administracija pod Clintonovo, pa pod Bidenom, ki je bil podpredsednik Obame, smo dobili tako imenovano arabsko pomlad, katera rezultat je 5 milijonov migrantov v Evropi. 5 milijonov migrantov. Zdaj, zakaj? Zato, ker je Evropa slaba, ker je Evropa šibka. Zakaj pa je šibka? Zato, ker ne temelji več na krščanstvu. Zato, ker navajamo, to je en podatek, ki vas bo absolutno presenetil, sem ga velikrat preveril, v knjigi je noter. Knjiga prenaša tudi eno izredno kritično analizo protislovij v marksizmu in v Freudu. Tega nikjer v Sloveniji ne najdete. In govori o tem, da se je to začelo za revolucijo, marksizem in Freud, spoj, se začel za revolucijo leta 68, v Franciji, in ta revolucija je namenjena uničenju avtoritete. In v pol stoletja so uničili najprej očeta, politike, župnika, vojaka, generala, vse to. Pol stoletja so uničili avtoriteto. Danes nimamo več avtoritete, danes učitelji ne upamo več avtoritete. Jaz vidim v srednjih in osnovnih šolah ni več ljudi, ker grejo raje delati v Lidl. Zakaj grejo raje delati v Lidl? Ker so malenkost več plačani in ne dogaja se jim to, da pridejo po vsakih govorilnih urah 5 staršev za 7 odvetniki, 4 varnostniki, groziti učitelju, zdaj te bomo pa kazensko vadili, tužili za 50 jurjev in gor in dol, ker si ti našemu sinu rekel, da ne zna, pa naš sin vse zna. Hočem reči, do vsem smo zdaj prišli. Do vsem smo prišli. In ta proces se pozna še posebej v politiki. V politiki mora biti tako, da mora imeti politiki avtoriteto.
Danes je v Sloveniji, a mislim, da ima Golob avtoriteto. Mogoče ima za Tino Gaber, mislim, da bolj temu obratno, da ima Tina Gaber avtoriteto za Goloba, ko čisto gledamo. Ker ta Golob je tako, kot se je to že v Ptičih je pisal že Tavča. Slike z Loškega pogorja, kako je gledal Petelina, lovci strešno Petelina, je rekel, Petelin je tam v jutranjem, bi rekel, svitu je, se pravi, grulu in pel in zaljubljen, čist zaljubljen, vabil samico in pok. In ga lovcu strelil, ker ga sliša, In to je ljubezen, da me vsem pogubo, Tako da ne vem, kdo ima tam tu avtoriteto, a je Tina Gaber avtoriteta za predsednika vlade ali obratno. Po mojem malo vsega. Ampak brez avtoritete ni družbe. Ni ničesar, je anarhija. In oni to anarhijo hočejo, knjiga to analizira. Oni hočejo anarhijo, hočejo ljudi, ki bojo pač propalice, če hočete, ki ne bojo imeli nobenega občutka za kulturo, za vero, za narod, za dom, za vse to, kar nas dela velike, kar nas dela za ljudi, ampak bodo preprosto voljni, bodo volili, in bodo potrošniki, in bodo voljni material za to, da bodo oni vladali v nedogled in si vladali, pa to pomeni, delili denar. In včasih je Marx učil, da je bila religija opij za ljudstvo. To je opij za ljudstvo. Ok, v redu. V Franciji so te podatki. Zdaj religija ni več opij za ljudstvo, vsaj množiča ne, zato ker je v Franciji je še 5% nedeljnikov. Spravo, religija ni več opij za ljudstvo. Ampak ljudstvo ni stalo brez opija, da ne bi mislili. V Franciji je bilo pred to revolucijo 68, ki jo popisujem v jedru knjige, je bilo, ne bom rekel takole, 5000 psihiatrov, pa tam 75,000 duhovnikov. Danes Francija šteje 5000 duhovnikov, vsi so večinoma ostareli, če so pač izvorni Francozi, ampak večino duhovnikov že tako ali tako predstavljajo pač ljudje, ki pridejo z drugih kontinentov, kar je pač dejstvo. Jaz sem v Franciji vedno v en tak dom, Marte pa Marije, čeprav ni dom za ostarele, ampak to je največja katoliška, bi rekel, zgradba narejena po vojni. To je ogromno. To je v bistvu, tja se sprejmejo skupine, tako kot recimo, ne vem, to stični, karkoli, in to hodijo z cele Francije, to hodi med vikendom, to sprejme, ne vem, 1000 ljudi, to sprejme. To je ogromno. V parku je v takem velikem. In hodijo skupine, in z cele Francije, glavno med vikendi, med tednom, mislim, ker je zelo pocen, prenočišče, soba je sicer taka manjša, ampak je prenočišče zelo pocen, pa predvsem varno je, Varno se počutiš, pa zelo dobro vzdušje, ker se vidi, da je to molitev. No, jaz tam bivam. Ampak, ko ni vikenda, ko je teden, sem jaz tam, so tam ostane potem župnik, pa upravno osebje, pa sestre in to, ampak jaz sem edini, bi rekel, predstavnik te prvotne rase, ki če ne bi bilo teh ljudi, ki pridejo z drugih kontinentov, bi bil jaz v tisti ogromni zgradbi sam. To je, 5% je še nedeljnikov v Franciji. Ampak imajo pa zdaj 100,000 registriranih psihiatrov, plus naš število psihoanalitikov, psihoterapevtov, jogistov, vsega, kar hočete, pa da glavno, v Franciji izdelajo in prodajo 65 milijonov škatlic antidepresivov na leto. V Franciji izdajo 65 milijonov škatlic antidepresivov na leto. V Belgiji, tega podatka nimam, v knjigi tega imam, v Belgiji vsak en Belgijec na 4 odrasel, moški, ženski odrasel, od 18 leta naprej, en na 4 je imel antidepresive v letu 2022. Zdaj pa vi povejte, kaj ta družba, ki je šla iz te revolucije 68, s pojem marksizma, ker Marx je učil, da ni individualnosti, da človek nima individualnosti, da se obstaja samo družbena zavest. Spomnite se, kar delja, vse po družbanje. Mi smo bili pionirčki, Peter, ti se spomniš, smo hodili v šolo, smo morali stati
za domovino s Titom naprej. Ja? Potem si neko biti pionirček, si postal samo upravljalec, si bil v občini angažiran, posod si bil angažiran, vsi so govorili po družbljanju, to se je bil temeljna organizacija združenega dela, združevali smo delo. Zakon o združenem delu je Slovenijo postal toliko, so uradni podatki kot celoten avtocestni križ, toliko škode napravil. Vse to seveda ni delovalo, neko tako propadlo. Ampak ker del je skozi govoril o družbeni biti, ampak te družbene biti nikoli ni bilo, ker je ni. To je v knjigi vse razčlenjuje, da se je Marx zmotil na vseh možnih točkah, kjer se je zmotil. In Freud je poučil to, da človek ni gospodar v svoji hiši, ampak da v tej hiši gospodarijo temni nagoni, nagon po smrti, pa seksualni nagon. Jaz sem recimo zdaj star 56 let, ampak moram reči, da če sem spoznal v svojem življenju neskončno število ljudi, ampak nisem spoznal nikogar, ki bi ga, razen če je psihopat, ampak s takimi se družbe, ki bi ga vodil seksualni nagon, ali pa ki bi ga vodil nagon po smrti. En moj zelo dober kolega, storil sem umor, ampak to ni mogel noben verjeti, ki bi čisto srečen človek. Ampak če bi rekel za koga, da ga ne vodi nagon po smrti, potem bi rekel za njega, da drugače nisem strežil še nikogar, ki bi ga vodil nagon po smrti ali pa seksualni nagon. Recimo, da psa vodi seksualni nagon. Človeka pa ne vodi seksualni nagon. Ampak zakaj to? Zakaj to potrebno? Zato, ker je osvobojeni človek, kot je pri Marxu, ki je kolektiv, da danes nimamo več, čeprav kakšni bi radi imeli spet nazaj te kolektive, samoupravne skupnosti, pa samo prispevke, pa gor pa dol, ampak imamo pa kolektiv potrošnja, ko zdaj hodimo v centre trgovske, in to k temu nas navajajo, človek, narod, ki požre 65 milijonov, ki konzumira 65 milijonov škatlic antidepresivov na leto, je bolan narod. Zdaj vi predstavljate, da otroci tega ne jemljajo, predstavljate si, da obstaja neka tretjina populacije ljudi, ki tega ne jemlje, potem si predstavljate, da to jemljajo, pa neka velika skupina pa to jemlje, skozi drogirana. Drugo, kar je v Franciji, kar tudi ni bilo včasih, je droga. Droga je tretji izven proračunskega dejavnika. Prvi proračunski dejavnik v Franciji so za gospodinstva so se pravi konzumacija, se pravi trgovine in te stvari, obleki, to, kar dobite v trgovinah. Drugi so energenti, tretji pa droga. Na ta želi nelegalno. Toliko je droge. Zakaj? Zato, ker vsi migranti, vsi, ki so v drugi, tretji generaciji teh islamskih priseljencev, te generacije, so pogledali, da se da veliko lažje živeti od preprodajanja droge, kot pa kot podela. Preprodajo drogo. In vse to, kar pravim, se dogaja s temeljnim soglasjem Bruslja. Ne samo soglasjem. In to nas Bruselj sili. Ampak temu 30 let nazaj ni bilo tako. Še 15 let nazaj temu ni bilo tako. Ker 15 let nazaj se je vedel, da je moški, ženska. No, se rečeš, spola nista dva, tvega, da te vržejo z fakultete, nekatere mečejo z fakultete. Zato jaz vedno pravim, da sem transfob, prosite, niti ne vem, kaj to je. Ja, ne veš, kako ne veste, kaj je to transspolnost, ne vem, kaj je to transspolnost. Bis-seksualc, ne veš kaj. Cis-seksualc, ne veš. Ne vem, kaj je to cis-seksualc. Pa ne znam povedati, če bi vprašal, kaj je to cis-seksualc, v knjigi ima to navedeno, ne vem. Trans je baje tisti, ki si je dal, prosite izrazno, lulička zamena za češkvico, pa je zdaj ni več ona, ampak je ona, ali obratno, da je iz one rad v on, to je baje trans. Jaz sem enkrat v življenju enega takega vidu, ki je zdaj to cel cirkus, ker zdaj mu ne smeš več on, ali pa da mu rekel ona, moš uporabljati neke zaimke, da se on ne bo občutil užaljenega, videl sem, ampak če sem recimo imel nek mali stik s tem človekom, je bistveno mlajši od mene, je bilo dvojno čustvo pri meni, prvič sem je blazno smilil, drugič pa nek tak globok odpor
do nečesa, kar je popolnoma propadlo. Tako propadlega človeka, ki to tudi vse čuti, mislim, da je bil to on, ki je postal on. To je grozno. Večina takih naredi samomor, tega nas ne učijo. Tretjina mladih homoseksualcev v Franciji naredi samomor. Tega nas ne učijo, bo to promovirali. In ta knjiga je pač glas zdravega razuma, je v bistvu priročnik knjiga, ki je priročnik za razumevanje časa. Treba prebrati uvod, potem pa se vzeti 2-3 dni za branje, ampak ko boste to knjigo povzeti, ampak ko boste prebrali, boste bistveno več razumeli in verili, to se pa upam trditi povsem, kar je bilo, bistveno več razumeli in verili o tem, kaj se zdaj v Evropi dogaja, kot pa prej. Zato zdaj čista Izrael je to ista zgodba. To pomeni, zadaj je, začine se v vojni Ukrajini, ki je bil kancler, ko sploh ne bi bilo. Ker Putin je še 2001. leta uradno prosil za sprejem v EU pa v NATO. Uradno, to imamo v knjigi noter, vse, uradno. In takrat mu niti na kraj pameti ni padel, da bi napadil Evropo, kajti Ukrajina je, to so straže Evrope. Tudi Armenija je straža Evrope, Izrael je straža Evrope. In zdaj, kaj se bo zgodilo? Točno veste, kaj se dogaja v Izraelu. Kdo je tukaj profitiral? To je profitiral Putin, zato ker zdaj se je temeljna pozornost preusmerila iz Ukrajine na Izrael in Putin zdaj misli, da bo lahko spogajal pač nek separatni mir, pa ta ozemlja si prisvojil. In ker v zadju vsega je pa Iran. Iran je povezan s Hizbolakom in pa z Hamasom in v zadju vsega je Iran. Iran je pa glavni dobavitelj vojaške opreme Rusiji, Putinu. Iranski droni in tako naprej. In seveda, vse to se ne bi dogajalo, zdaj Evropa bo plačala ceno, ker bo spet novi migranti. Ker bo spet nov val dopustno, spet bo šla Ursula von der Leyen, ki je poneverila 43,5% svoje dopustne dizertacije. To morate pa res, to reki glavna robe, razumem 4,3, to še razumem, ampak 43,5. To morate pa res tabo neki v tvoji percepciji sveta na robe. Bo šla spet dol na Lampeduso, Palestince, to so pa nevarni ljudje. To, kar se zdaj dogaja v Izraelu, se bo dogajalo v Evropi, tudi v Sloveniji. In to zakaj se to dogaja? Zato, ker je Evropa šibka. In to se zgodilo zdaj v 15 letih. Mi se moramo truditi, mi se moramo vsi prizadevati, da, kot pravim, na koncu, knjiga je zelo, je Peterle prav gleda uro, da nobena debata ali pa noben govor ali pa noben sestanek, ki traja dlje od 1 ure, ni produktiven. Tako da boste govorili na uro, potem boste pa vi govorili. In knjiga ni pesimistična, knjiga je priročnik, kot je diagnoza postavljena. In pravim, na koncu pravim, v jedrnem delu knjige smo zapisali. Vzroki temeljnih problemov, ki jih razdeljuje knjiga, so tako več ali manj na dlani. A na Evropi je, da jih zavrne. Nihče ne bo tega storil zanjo in v njenem imenu. Ta knjiga je zato posvečena njej. Izhaja iz spoznanja, da se bodo časi nekdanje moči na kontinent vrnili, ko jo bodo prenehali na vse načine zapirati vrata. Enako velja za Slovenijo. A Evropa so njeni državljani. Slovenija tak isto. Vojna za mir predpostavlja poziv vsakemu od njih, da se zave, kaj se dogaja in se temu v imenu prihodnosti, ki se vsaj nam možno spira, upre. Da krene na odločujočo pot. Ta pot ne bo potekala v samoti. Že se sliši mogočen kljubovalen korak, ki do ni po Evropi. To je korak tisočih velike, žive sile, ki se z naraščajočim pogumom upira terorju skritih elit. Nepregledna, danes nič več skrita množica se napravlja, da poseže v dogajanje. Njen mogočni odmev naj zajame, usvoji in dvigne visoko, slehernega državljana, nekoč najmočnejše celine sveta. To je bilo napisano, predno je Pavel Rupel začel z svojimi pohodje, sem se odeležil vsakega od njih, razen enega, ki sem bil v Parizu.
Ne, napisano tudi v luči tega, kar sem vam rekel, ne, če bi se zbralo pred državnim zborom 50,000 ljudi, dvakrat, trikrat, bi to padlo, če bi pa 100,000 bi pa padlo takoj. Pa to je na vsakemu državljanu, ta knjiga je pač nek poziv državljanom Evrope in Slovenije. Ne, povem še enkrat, Evropo vidim kot, ta knjiga absolutno ni euroskeptična, je eurokritična. Ta knjiga navija za Evropo, napisana je iz zaskrbljenosti in ljubezni do Evrope, tudi do njenih institucij, ampak ugotavlja se, da kar ugotavljamo vsi, da tako naprej več ne gre in da bodo potrebne spremembe. Tako, da sem jaz Peterletovo zapoved izpolnil. Ne, res je to, bi rekel, če po eni uri sploh, zato ker mora biti to dialog in jaz bi vas lepo prosil, če so zdaj kakšna vprašanja, ker prepričan sem, da so. Še to povem, recimo, knjiga, ne sem jo potem tudi napisal v francoščini, pa prevedel, jo predložil po enemu pariškemu založniku, rekel, so na septembra skupaj, ne, rekel, jaz sem to knjigo nekaj prebral, ne cele, pač pa so jo prebrali lektori, se pravi ljudje, ki so profesionalno tam, da berejo, pa potem določijo, katera knjiga gre v program, katero pa izločijo. Ne. Rekel, da znotraj je ogromno, to je francoski zaz, l'inedi, se pravi tega, kar se ne ve, kar prinaša ogromno novih informacij. Takih analiz celo v francoskem prostoru ni. Tako da, recimo, neka dodana vrednost zdaj težko zabrati, pa mogoče malo velika. Ampak se pravi, no zdaj sem dobil samo pozitivne odmeve, pa šla je že 1200 tiskanih, če že čez 1000 izvodov, da bila lepo sprejeta. Laje na Faktorju, pa na Požare, tako je imela v teh krogih, določenih krogih je imela odmev, seveda večinski mediji so jo pa prezrli, ampak večinski mediji tak pač ponavljajo, pa trobijo kmetijo, pa to knjiga taka nima tam tem, kot se neč delati. Pač to je, ne, drugače pa tudi na Hrvaškem je zdaj začela štadila lepo sprejeta, sem bil v prejšnjem petek tudi v Zagrebu, tudi drugi vdaji, zdaj že 1100 lajkov se zdaj pogledal, 1100 lajkov, pa 250 pozitivnih komentarjev, 250, nisem vam vse prebrati. In tam blizu že 40,000 ogledov. To je samo po YouTube, zunaj televiziji. Tako da ljudje čutijo, da je Evropa v krizi in pač to dobro namerno želim temu pomagati. Če ne bi verjel v Evropo, kako če ne bi verjel v Slovenijo, ne bi tega delal. Zato, ker tle zadnji si morate predstavljati, da je to je 3 leta dela, ta knjiga. Če ne bi verjel v to, da se da nekaj narediti, če ne bi verjel, da se da nekaj spremeniti, ne bi tega delal. Zdaj pa sem že predolg, tako da bi prosil, če ima kdo še kakšno vprašanje, bi bil zelo vesel. Kar vprašanje ne. Še na glas povedam. Jaz imam eno kratko vprašanje. O papežu Frančišku, kaj meniš o njegovi vlogi v tem modernem svetu? Moj šef in veliki življenjski vzornik je Andrej Capudar, kar je 30 let nazaj, je on eno zložil v francoščini in je rekel, ki ima pap en me. Se pravi, kdor šavsne po papežu, bo tega crkva. Jaz sem papeža iz tega razloga si pustil iz knjige. Mislim si pa, da to ni vredno, ne kristijano, ne kristja, za kar vam počnem. To je pač uničevanje krščanstva na stari celini, z nekatere agende so zadej, vidim pa, kdo ga podpirajo ga pa večinski mediji. In mislim, nekaj, kar je tukaj nevzdržno, ker Madžarska in Poljska sta se najbolj borili za krščanstvo, za obstoj krščanstva, za to, da se krščanstvo prizna pravica, ki mu gre. In papež je bil največji nasprotnik teh dveh držav. Po vsem. In je kritiziral, da so. Zdaj ne. Izrecno, ampak v temu, da so ozkostrčeno, da sprejemajo muslimanskih migrantov, in je kritiziral, da ne sprejemajo palestinskih teroristov.
Mislim, če vam lahko povem, jaz sem pač kristjan, ampak to ni moj papež. Se tudi ni bilo nobene dileme, sem 2 let nazaj povedal na Faktorju, da sta v bistvu 2 papeža, ne? Ker se tudi ujemal to za smrti Benedikta, pač če si duhovniško posvečen, ne? On je bil posvečen v škofa Rima, ne? Je bil rimski škof Benedikt, ne? In tega ne možeš tudi užiti. On je šel res v pokoj, ampak to stoje papež. Se ga niso razrešili z mesta. Vatikan ni, recimo, duhovniki nekateri, ki grejo pač, se laicizirajo, da so razpopiti, je to v hrvaščini. Ne? Je to uraden postopek, ki ga Vatikan začne in pripelje do konca. Jaz nič ne obsojam, če nek duhovnik gre. Zakaj? Se ne možeš ti Bogu služiti samo v celibatu. Ampak pri Benediktu XVI ni bil noben postopek upravljanja česa, nobene razrešitve česa. Spravno je bil papež, se tudi je bil papež, torej 2 papeža. No, en papež, ki je odstopil, en papež pa tak, ne. Jaz sem rekel, zame noben problem, zame je Benedikt papež, čisto formalno je bil on papež, ne. Zdaj pa čakam na novega papeža, noter je eno ime, kardinal Robert Sarah, ki se mi zdi nekaj najbolj zdravega, kar v Vatikanu obstaja. Čudim se, da se naš Rode, star 89 let, če že o tem govorimo, zdravim odlično služi, da se nič ne angažira nikjer. Ne vem, kaj del. Hočem reči, ne vem, mislim, da ta zblazno spoštujem. On je najbolj brihtnih in razgledanih Slovencev, ker sem jih jaz v življenju spoznal. To je res, ampak se mi pa čudno zdi, bi se kaj časa ima več veliko na razpolago pri teh letih. Ne? Da bi zdaj rekel, no, še malo počakali, pa čez 10 let bi rekel zagrabe za res, ne, bi rekel, to bi bilo. Ampak zgleda pa odlično, mislim. To je prav ne moreš verjeti, da bo star 90 let. No, hočem reči tako, če sem odgovoril izčrpno. Ampak imel sem isto vprašanje. Mislim, da je pa tudi znan odgovor. Če bi bil papež Evropejc, ne bi bilo tega. Jaz mislim, da imamo Evropejci epigenetsko pridobljeno zavest, da islam škoduje. In on ni Evropejc, nima te izkušnje. Zato menim, da je to glavni vzrok. Poleg teh ozadij, ki ga podpirajo. Ja, zdaj, če govorim, jaz ne govorim, recimo eno stvar, recimo, ki mi da nekaj povedati, nekaj. Bergoglio je bil kot kardinal leta 96 priča eni najbolj neverjetnih stvari, to se je tako imenovan euharistični čudež. Se pravi, če ti daš sprav, tok in tok kosti, potem, ko so podeljene, padne na tla, to se zgodi. In potem jo dajo, duhovniki jo dajo v pateno, nalijejo vodo in se ta kostja raztopi. Potem vodo uporabijo pri, se pravi, transsubstantaciji, ko nalijejo vodo in vino, kad mašo. Parkrat se je v zgodovini zgodilo, da se hostja, ki je bila v vodi, nekaj primerov, to je čudež iz Lačana, pa na Poljskem je nekaj, pa ta, ki je v Bergoglio, je cerkovnik opazil, da se bo stopil, to zgine, se stopi. Opazil, da to neke čudne barve, gleda, kaj to je, kaj to je, nekaj rdečega, nekaj to spominja neko mišico, neko meso. Gleda, pokliče župnika, župnik to gleda, je rekel, si mislil, cerkovnik sem jaz nor, to gledam, pa zdaj 2, gospod župnik, vi niste nori, če ste že 2, to nekaj je, potem pokličejo škofa, in potem prijo do Bergoglja, potem so angažirali zdravnike, potem je to bilo potrjeno z najvišjih instanc, mislim, da z najbolj prestižne klinike na svetu, to je Houston kardiološke klinike, da gre za tako imenovan del miokarda, popolnoma nerazložljivo in nerazumljivo, in razumljivo samo s čudežem. Da gre za del miokarda. Miokard je srčna mišica, ki je bil, ko so to prinesli, so rekli, to je bilo 5, ker je še čist živa, 15 minut nazaj vzeto iz trupla, ki ima krvno skupino pač bližnjega vzhoda, in kar je najbolj, kar si lahko razlagate, ima samo ženski del kromosoma, nima moškega.
Ne. To je, mislim, to najdete pod evharističnim čudem, se pravi, gre za srčno mišico, ki je taka, kot da je bila zdaj živa, ne, in ki nima, kar je popoln neverjeten brezprecedenčen primer v svetu živega, vi nimate moškega kromosoma, moških reda kromosoma, to samo ženske. Ne, kaj to pomeni? Mislim, dokoli ve, beseda je meso postala, ne, pa učlovečenje in to, ne, zelo logična razlaga. Mislim, to je največjih čudežev, ki stajajo te evharistične čudeži. In Bergoglio je bil tisti, ki je to kot škof v Buenos Airesu, tedaj nadškofa, kaj je že bil, že moče že kardinal, ki je imel pač patronat nad tem. Bergoglio tega ni enkrat omenil. Enkrat omenil, pa to najdete po vseh internetih. To je najbolj, če hočete, je to najbolj neposreden dokaz evharistične skrivnosti. Jejte moja kri in moje telo. To je moja kri in moje telo, ki se daje za vas. To je najbolj neposreden dokaz, ki si ga lahko želite. Ker je to stališča medicine, se česarkoli medicina, kardiologija in to lahko pove, se pravi, kaj to je, ampak potem ugotovi, da je to popolnoma nerazložljivo, sploh popolnoma z tega stališča, da je to tako, če je bilo zdaj vzeto, da je to še živo. Tak čudež ima tudi v Lančanu, ki je to do 8. stoletja. Ne? In če gremo nazaj k Bergoglio, mi je nerazložljivo, zakaj Bergoglio ni sveta na to upozoril, zakaj ni svoje avtoritete izkoristil, ker to je res najbolj neposreden dokaz, da je evharistija to, kar je Kristus rekel, da je. Je pa to postavilo na glavo Darwinovo teorijo evolucije, kjer je govora, da se lahko samo iz živo lahko razvije samo iz živega, ne? Tu se živo razvilo iz neživega, iz kruha. To imate na internetu, teh je 5, mislim, da tak. En na Poljskem, v Lančanu, pa ta v Buenos Airesu. Dobro, če to pustimo primeru, meni ni jasno nikoli bilo, če bi šlo res Bergoglio prvenstveno za krščanstvo, bi to sigurno omenil. Da tega v povezavi z njim sploh ni, jaz sem to čisto slučajno, mislim, ker me zanimajo te stvari našo. Družina je o tem pisala eno leto nazaj, ampak ne tako, da bi predošla, kot sem vmes predočil, potegnila zaključek, kaj tukaj je zadnji. Tukaj je zadnji točno to, kar je Kristus rekel, da je to moje telo in moja krija, ki se daje za vas. In zakaj Bergoglio tega nikoli je omenil, da bi to postavil, mogoče pa Sveti Duh želel, ne veril, da bo on papež, pa želel, da bo je dal to na pot, in želel, da on to promovira, ker krščanstvo največ trpelo zdaj v 20. stoletju zaradi znanosti, zato ker je pač kristjani smo obveljali za neznanstvena bitja, in da čudežev ni, in da vstajenja ni, da duše ni. In to ni res. Čudeži so. Ta Bergoglio je pač tudi neposreden čudež. Čudež v tem smislu, da nobena znanost ni sposobna razložiti tega. Ampak Bergoglio ni v tem rekel besede. Je pa rekel ogromno o migrantih, pa poneveril 5-krat svetopismo, zato ker svetopismo o tujcih. Govori o tujcih, sprejmi tujca. Ampak ne govori pa to, da ti dej tujcu na razpolago ženo, pa da se kar pri tebi naseli. Tega pa svetopismo ne govori. To pa ni tujec. In to je poneverjanje svetega pisma. Tudi jaz imam veliko distanco do Bergoglija. Mislim, da je on del te globalistične mašinerije, meni zelo žal, ki je vse samo krščanskega. Ta svet je vse, zato ker Boga najbolj moti. Zato ker Bog človekovo bivanje osmišljuje na čist drug način, kot ga osmišljujejo tile gospodje iz Brusla. Ali pa kot sta ga osmišljevala Marx pa Engels, ker to vse v principu pride na isto. Veš, Juncker je bil ta prvi, ki je leto odpirati, nekaj je bila že 150-200 letnica vojstva Marxa. Ta prvi leto odpirati Juncker, spomenik Marxu. Vsako dejanje ima svojo logiko. Tudi, če bi bil še tako pijan, se ima sabo, ne vem, obse 15 tajnikov svetovalcev, ki on je to hotel narediti, se vedeli, ker se da niso pri tem zadrževali. Kot prav neka pesem, princip je isti, vse ostalo so nijanse.
In to je to. In če ta mašinerija bruselska in to, kar nas zdaj vlada, kaj sovražni, kaj želi uničiti, je to krščanstvo. Jaz bi imela eno tako čisto preprosto vprašanje. Če vzameš to knjigo v roke, ko jo prebereš, postaneš obupan, depresiven, ali imate tudi kaj upanja? Ne. Zakaj bi pa bila sem na tem čisto, da sem jaz obupan pa depresiven? Ne to, mislim, če podate tudi pač neko... Ja, saj sem vam rekel, jaz sem na koncu sem prebral, to je konec. Pa ne, ali imate občutek, da sem jaz obupan pa depresiven, saj nisem. To je pač analiza, ne, mislim, to pač tako je, ampak ljudje ne vedo, da to tako je, to je ta hudič. Ljudje ne mislijo, kaj je to zdaj. Če oni tam iz Brusla nam nekaj, to so navajeni avtoritete. Ljudje delujejo, pač delujemo, da poslušamo, da verjamemo. Mislim, jaz zdaj verjamem kontra, če slišem Kučana, kaj govori, prevedem obratno. Ne? Če on pravi, veste, današnja noč bo pa tako mirna, bom rekel, pa to ona pospraviti peril, ker bo siguren grmel, pa dežvali. To je pač to. Ja, to tako je. Pa tudi knjiga je zelo hudomušno pisana, ker to vidite pri mene, ne? Da tako govorim, recimo, ker sem govoril, vi najbolj niste mislili, da jaz resno mislim, da ne vem, ali je avtoriteta za Goloba Tina ali je Tina za Goloba. Najbolj mislim, da res to razmišljala, da bi bilo ta avtoriteta. Hočem, tudi knjiga je pisana v takem, bi rekel, zelo pogovorljivem, hudomušnem tonu. Ne? Ampak tako, doktor, če prije do njega, pa ga da na ultrazvok, pa mu naredi jetrne testa, pravi, preveč pijete, ne? A ne, gospod zelo doktor, to pa ne, pa prav, bote nehati piti, ker drugače bo z vami slabo. To je to, ne, spravim. Glejte, to se dogaja, to je, ne boste, pač razumeli boste. Mislim, to enostavno boste razumeli, kako se iz vas norca delajo. Do zdaj mi pa eden od ljudi, s katerimi govorim, ki ta knjiga je bi rekel, spravim, več kot 1000 izvodov je šlo med ljudi, prodanih, pa po knjižnicah je to nihče mi še ni rekel, da bi bila depresivna ali pa da bi bila negativna, pa nihče ni še rekel, da bi bila pretežka. Da bi ne mogel prav, da je zahtevna, ampak seveda se je tema zahtevna, še nekaj, kar ima ta knjiga plus, da je, jaz bi rekel, tako oblikovala jo je torej hčerka od Lovra Šturma. Cela zgodba bo pol ure govoril o tej naslovnici, najbolj čudovitih platen, ki so kdajkoli bile narejene. To je Krištof Kolumb odkrije Ameriko, in se na dubu to po 2 mesecih pogajan z Dalija, Salvadora Dalija, po 2 mesecih pogajan najprej z St. Petersburg, je v Floridi ogromen muzej Dalija, da mi je ta stvar, in da mi dovolijo to reproducirati. Potem so mi to dovolili, potem sem se mogel pobrati na fundacijo družine Dali, ki ima avtorske pravice. Gorje to, bi rekel, tiskati brez avtorskih pravic. In to vse ogromno stane, recimo. Stane lahko tudi 10,000 evrov. In ta pravica. In to blazno pazijo, zato se to ne zlorabi, da se pač drži ime tega največjega v bistvu nadrealističnega slikarja. In jaz sem to prosil, potem sem nekaj jaz predavam, ker tudi sem nekaj jaz predavam, to je bilo nekje v Španiji, ima zdaj to sedež, ta družina, dediči, avtorskih pravic od Dalija. Sem nekaj jaz to predavam, jaz to rabam, jaz to študentov z veseljem delam, pa tudi okrog po Evropi predavam, pa sem nekaj lete, pa vam ni dobro razumel, odkot sem, sem nekaj, kaj je Slovenija, tačo. Pa to še ni hujš, sem se zadnji s taksijem vozil z letališča enih po noč, ker me delala železnica in to, sem moral prijeti in me vprašal taksist, odkot sem, sem rekel iz Slovenije, pa sem ga vprašal, pa veste, kje je to? Je rekel, ja, vem. Sem rekel, kje pa to je? Pa sem bil se izmišljal, ni vam pojma. Pa je rekel, pa čakajte, a ni to nekje med Kitajsko pa Rusijo? Sem jaz rekel, čakajte, a vam jaz delujem, da vam uči takole, ali kaj? Je rekel, to me tako pogledal, to je bila Tesla, in vse pokazal na elektriko, vse luči, vse eno, pa voz sama, to je neverjetno, ampak to nima noč, mislim, pele sama, nazaj gledal, in se z mano pogovarjal, pa pele avto sam,
In požgal luč, pa gledam, sem rekel, a vam jaz deluje, da imam tak oči, ali kaj? Je rekel, ne. Sem rekel, no, vidite, seveda ne. Sem rekel, samo ena država je vmes med Slovenijo pa Francijo, ki je rekel, se ta je nor. Sem rekel, ja, je res tako. Sem rekel, vi mejite na Italijo, mi mejimo na Italijo. Ne, vi ne mejite na Italijo. Sem rekel, cakne, halo, mejimo na Italijo, seveda. Ne? In kaj se zdaj odpelo iz... Dalija. Dalija, ja, točno. In kje je Slovenija, ne? In sem rekel, veste, to je nekdanje Jugoslavija, vi ste imeli vojno, pa to imate vojne, ne? Sem rekel, ja, to je bilo pa... to je Sarajevo, sem rekel, ja, ti so bilo pa res grožno in ti se... tako, ja, da veste pa revščina in tako, ne, se veste, razumete. Pa so dali čist, mislim, par 100 evrov, ne, sem se smedil, ne. Pa nisem se slagoval, ne. Ex-Jugoslavija, bila vojna, Sarajevo, ne, sem jim vprašal, a ste vi dobil granato na glavo, najbrž v bistvu ne, ker drugače ne bi s mano govoril. Hočem reči. In sem si to blazno prizadevil, zato ker to je slika, ki je Zahod, Evropa bila močna. Jaz se absolutno ne strinjam, to vedno povem, s tem, kar so potem naredili z južnoameriškimi indijanci. Absolutno ne. Ampak to je bila tisti, ki so verjeli in to je zelo velik religiozen moment, ker imate tukaj križe, kopja Kristofa Kolumba so križi in to je Devica Marija in tudi križi na Pinta, Ninja pa Santa Marija, so tri karavele, so križi na jadrih. To je zelo močna simbolika. Sem to videl, sem rekel, to moram imeti. Ampak je bilo govori, da bi to vzel iz interneta, pa tisto, ker bi dobil, od mojih levi prijatelja, oziroma vsi, če bi to en levičar naredil, to v Sloveniji ne bi opazila. Ampak, če bi pa jaz to naredil, bi pa to seveda opazila. In bi javila, potem bi to bila tožba, odškodnina, pa prepoved distribucije knjige, to bi bilo 1, 2, 3. Ampak sem videl, da ta Dalijeva grafika oziroma slika da knjigi tisto, kar rabi. In z tega stoliča vam resno rečem, da tako lepe, ki potem pa to spravila Šturova Breda v neskončno lepo to modrino, in ta knjiga je izredno lepa. Ne, ki je bila moja, nisem jaz oblikoval, jaz sem lahko rekel, da je ta knjiga izredno pametna, ampak to prepuščam bralcev, da je pa lepa, pa jaz nimam nobenih zaslug, nisem narisal ne une prve slike, ne oblikoval, ampak tako, kot sem jo videl, sem rekel, to je izredno lepa slika. Razen za ena zadeva moti to veliko lepoto, to je tale slika tu zate, ta ne gre čist v te figure tu sprede. Bote to že preživeli. To ni najhujš, kad se človeku... Prosim. Ja, no, to vidite. Kučan bi ga sigurno dal. Da še to povem, Kučan ima meni sicer zdorata, to bo zdaj 20 let nazaj, 30 let nazaj. Mi smo predsedniki Krščanskih demokratov za Ljubljano in so bili ravno lokalne volitve in je prišel takrat dunajski župan Cilj, ki bo tako moj roka manjkala, je prišel k Strgarju, da sta, takrat je Strgar, to bo vsakam čast, ki se reče, so preimenovali mestni svet Titovo ulico stran, vse, in so preimenovali Titovo v slovensko in v dunajsko, da se to ne bi zgodil, pod Jankovičem. In je prišel župan Cilk na vabilo Strgarja in Kučan se je že zravno mešal. Na vabilo Strgarja je prišel župan Cilk in sta snela dol Titovo cesto in namontirala znak za Dunajska cesta. In takrat pol je bil sprejem v predsedniški palači, pol pa Kučane so še zraven, sem še dosti fotografijo. Sem bil takrat resni tak mulc, ker sem 70 let. In pridem do Kučana, on je strahotno mejhen, to mi je prvo, kar me je prav frapantno mejhen. In tako gleda gor, pa pravim, sem rekel, pridem do njega, če skozi bi se mu predstavil nekaj. Je predsednik države. Prijem do njega, in on mene tako gleda gora, in pravi, ja, jaz vas poznam, Sem jaz rekel, ja, sem rekel, pa in seveda nekaj ne bo v redu. Pa je rekel, veste, poznam vaše pisanje. Pa se mi zdel to izredno nenavadno, sem rekel, kako pa nisem nič pisal, sem bil sobotno prilogo in to, ampak v njem nisem nikoli nič pisal, ker itak se večina stvari. Pa je vprašal, je rekel, a vi veste, kaj je vaše pisanje? Pa jaz gledam, sem jaz zdaj, mater, tole me pa še ni meni vprašal.
pa ne od profesorjev, pa učiteljev, pa učiteljic, pa ne vem kaj, nobena še ne osnovni, ne v srednji, na faksu ni vprašala, a vi veste, kaj je to vaše pisanje. Pa sem mu rekel čisto prostodušno, ne. Pa je pa rekel, vaše pisanje je nov prispevek k slovenski politični blaznosti. Ga jaz gledam, tako dolgo gledam. Ne moreš, ne moreš verjeti. Ko ga gledam, pa on si pa ni znal razlaga, da jaz bunem vam ga tako, ker si to razlagal, da hočem nekaj, ne vem kaj, nekaj je dvignil prst, ko se bo krilo danes. Tako je dvignil prst, protment, kogor, pa rekel, veste, to nikoli ni individualno, to je vselej kolektivno početje. Jaz gledam se bolj zaboden, pa se kanček mojih možganov prekrade, pa mu rečem, prostite, ampak prvo srečanje s predsednikom sem si pa drugače predstavljal, pa se vrnem na petah, pa grem stran. Takrat pa nisem več govorila, ampak vsakič, ki ga srečam, je pa zdi blazno dejaven, ker je skozi mi stanujemo tam pri hiši mojega pradeda, na Rimski cesti in ki skozi tam je, pač vse ga videvam, veliko ga videvam. Še tako vam povem, čisto, več, zadnji sem tako zastal, nek sem videl, da sta Musar Aleš, pa Kučana, da sta tako stojita, en zraven, kot mi dva stojiva. In da Kučan, sem to gledal, sem se malo na avto, tako da mi nista videla, sem to gledal, kako to bom. Vzel sem to psihologijo, obraza Kučanovga in Musarjevga. Kučan je bil izrazito nadrejen, Musarjev, izrazito nadrejen, Musarjev se je pa videl, da mu je malo težko to poslušati. To je ta psihologija, ki jo takoj vidiš, takoj vidiš, pa sem se umaknil, bi rekel, stran, ko da me nista videla, kaj nek skučeno. Mislim, nekdo, ki ti reče neki tazga, mislim, ker mu ti nisi naredil nič, oziroma pripelil si mu, ker Cilk je prišel na vabilo krščanskih demokratov, pripelil si mu Cilka, on ti pa reče, hvala, da je vaše pisanje nov prispevek k slovenski politični blaznosti. Mislim, kakšen tip človeka je to, In tako da Kučan bi, če bi tole knjigo bral, bi tole sliko, prosim? Ja, to sigurno. Bi tole sliko zadnji bi zakril, da ne bi zadnjo stran bi zakril. Ja, mislim, ne da bi se zdaj dajal komplimente, ampak sigurno so to prebrala, zato, ker to mi je pa Matija Horvat, to je pa bil en odličen zdravnik od mojega očeta kolega, Marjana mogoče poznate, Horvata Matijo. Ja. In on mi je rekel, da je prišel enkrat do Kučana in je spet tak nek sprejemnik, tazga so moji zdravniki, in da mu je Kučan rekel, no, gospod profesor, kako pa zdaj vaše levo koleno, potem mu je pa povedal, kaj ima, pa potem pa že kako pa vaše desno koleno, pa mu je povedal, kaj ima. Je rekel, je pa tudi dober družinski prijatelj od mojega očeta in mi smo gor zrasli, kot otrok sem ga spoznal, zelo tako, on je ogromno men, je bil izredno razgledan človek, pa tudi odličen zdravnik, je rekel, to je neverjetno, kako je Kučan to vedel, kako je to vedel, vse moje diagnoze, pa levo, pa desno koleno, pa to, kako je to vedel, rekel, to je, ja, in to vse prebere, on dobiva to, ta upa funkcionira naprej, to je čisto dokaz, da je moje pisanje nov prispevek k slovenski politični blaznosti, so mu najbrž povedali delno, drugi delno pa sam prebral, sem takrat pisal sobotno prilogo, ki so bili časi že slivnega, čisto drugačne. In jaz se upravičujem, jaz delam to, mislim, ne govorim dovolj zborno, jaz znam tudi govoriti zborno slovenščino, oziroma pišem absolutno zborno slovenščino, govorim pa, kako me zanese pa v tem, bi rekel, osrednje ljubljanskem narečju, ki mi gre Ljubljana, mi gre zelo, na nek način zelo globoko na živce. To je pa res. In to ne mislim, ta samozadostnost, predvsem ta komunistični, bi rekel, klobuk, ki se je, pa pokrovka, ki se je povezala med noto, je bilo 30 let nazaj čez več. In to je, pa predvsem to, da ne možeš več slišati, mislim, ne možeš več se nekam vsez, da bi slišal slovensko besedo. To je grozno. Omalav za to, še sem to rekel, ampak to je grozno. Zdaj pa res preveč govorim. To Peterle ne bi zadovoljen z mano.
pridobil pravso. Ja, Slovenija je na pol poti med Dunajem in Benetkam, bomo lažje povedati. Drugače, pa ti si mi rekli, da imaš Francije. Kakšen je duh Francije in ima Francija še šanse? Jo, to je pa žalostno vprašanje. Francija se demografsko spreminja skoraj do nepovratnosti. To res vsakič, ko prijem tja, zdaj opažam, da pa nima več proti tem ljudem, mislim, kako ne imam neki proti recimo tem duhovnikom, pa s katerimi bivamo, ne. Ampak, če me tako že vprašate, se to demografsko spreminja do neprepoznavnosti. In vsaj Pariz, se to pa veliko tako štejeva, ne, pravim, pa se ti si pa debeli človek, recimo v javnem prevozu ga uporabljamo, ne, v metrojih, pa v tej primestni železnici, ne, a je beli človek tam v manjšini že. To je Pariz. Ampak tega 10 let nazaj še ni bilo, tako se ta proces da zaustaviti. Da, ne, ampak da se reče stop migracije, amen. Ne rabne, amen, stop. Pač. Mislim, optimistična varianta, če čisto krščanskega stališča iz francoščine, to gledam, je pa ta, da ti Afričani so, poleg muslimanov je ogromno kristjanov, pariške cerkve so relativno dobro obiskane, ampak to so ljudje drugih. Čez 50 let predvidevajo, da bo pa 800 000 in to pretežno iz Afrike, ki je ob samom pompomu dekolonialnem. Vse francoske kolonije, tudi Alžirija, so ohranile francoščino kot učni jezik v šolah, osnovni pa srednji šoli. Ne? In to nastaja en korpus, ena armada ljudi, ne, ki se uči in govori francosko in od katerih so mnogi kristjani. Ampak to je slabost, se pravi, ne? To je slabost Zahoda, ne? Mislim, ni otrok, to, kar so ženske tudi naredili, ne, so porinili v to mašinarijo, ne. To bi se dalo vse zelo enostavno, pač z denarjem, ki se ga zmeče za migrante, bi se dali pač družine, zato dela Orban in to učinkovito, ne. Danes je ženska toliko bremenjena, ne. Mislim, 3-krat na mesec moramo hoditi na govorilne ure, na roditeljske sestanke, na ne vem kaj, tega včasih vse ni bilo, otroci so prisiljeni, se učijo stvari, so čisto neumne, tega ni bilo. Recimo, da mene nimajo za najbolj neumnega, ampak jaz sem se v osnovni šoli zelo malo učil, ne, pa ne vem, če hočem reči. Danes je pa to norišnica, ne, danes se moj sin torej se uči v osnovni šoli stvari iz anatomije, iz medicine, se samo gledal, kaj se to, ne. In to vse na plečih matera, ne, da to, ne, in to, kar je ta sistem naredil z žensko, ne, je... To se da vse rešiti, to se da 10 ljudi pametnih, če jim daste moč, da odločijo, ne, zato pravzaprav jaz vedno optimista, ne. Ne, če imaš raka, pankreasa, je zadeva zelo slaba, ne bi bil optimista. Ampak tle se da vse urediti, se zmenimo, kako bomo ta denar razporedili, da bomo forsirali družine, da bomo, ker nataliteta, gre za vprašanje natalitete, to je bistveno vprašanje. In ti zdaj, ki prihajajo, se pač usedejo na proračun, dobijo socialno podporo, potem pokličejo z Afrike še vse svoje, ne, in vsi svoje naredijo še vse svoje otroke, ne, in to vse je financira francoska ženska, ki dela, ne, ki ne more imeti toliko otrok zaradi tega, ne, ker dela, zato da financira tega, ne, pa ta sistem se da razstaviti, ta sistem se da z enim petimi vladnimi sklepi, samo Bruselj bo proti, bojo znorelke, proti rasizem, proti človekovim pravicam, in to je pa zdaj ta hudič, ki ga se imenujem vojna za mir. Vojna za mir pomeni, da to zlorabljanje besed do onemoglosti, kako je prav iz prvi vers, nekaj knjiga je hudomušna, ne, prvi vers, torej na začetku, ne, je, no, kje pa si, te človeka išče, to je Morfeus, nihče ni za vojno in vsi so za mir, in vsi so za bratstvo, nihče za prepir. Od same ljubezni vsak čas bo granata, letela s pozdravom, darilo za brata. To je vojna za mir. Vseh je v Bruslu polne besede človekoljubja, vse migranti, ljubezni, do ne vem, bla, 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 bla,
Ne, Ursula von der Leyen ne zna povedati ene, bi rekel, kritične besede, vse je samo neka sladkorna pena, ampak iz tega, kar je namenjeno, hočejo miriti, vsi smo vsi pridni, dobri, lepi, vsi se ukvarjajo s človekovimi pravicami, vsi, vedno več se jih ukvarja s človekovimi pravicami in vedno manj je teh človekovih pravic. Ja. In hočem reči, to povzroča vojno, imamo vojno. In dokaj se ne bomo nehali obnašati, dokaj ne bomo popravili z napake, in knjiga pa natančno izgleda, kje so napake, pa bo tako. Ja. Pa še celo poglavje noter o Greti Thunberg, pa o tej blodni podnebnih spremembah, ki se ga ne moram tako v kratkem času, bi rekel, povedati. Še kakšno vprašanje? Prosim. Aha. Koji so pa Kitajci bili umešani v tole kalabocije na Bližnjem vzhodu zdaj? Sigurno jim to paše. Absolutno jim paše. Zato, ker to pomeni destabilizacijo Evrope. To pomeni destabilizacijo njihovega zelo pomembnega konkurenta. Recite. Ja, bom neko vprašanje. To, kar se dogaja sedaj v Sloveniji po zadnjih 15-20 letih, ali kot eskaliramo to na evropski nivo, ali lahko pravzaprav se govorimo, da je to nek kulturni boj, ali je morda to več celo duhovni boj, glede na to, da je na prvem udaru ravno krščanstvo. No ja, to je duhovni boj, saj se niti prvič, niti drugič, niti zadnjič. To je pač boj zla proti dobremu. Pa se komunizmu bilo isto. Ti ljudje nečesa ne prenesijo in to je krščanstvo. In Bergoglio, zato se grem nazaj, a je Bergoglio kdaj rekel, Evropska unija dela zoper krščanstvo. Kdaj je napadel Bruselj Bergoglio? Ja, pa ga ni. Če bi ga napadel, potem se ne bi več v medijski slavi sončil. Ni ga napadel, ni Bruslja nikoli postavil pod vprašanje. Če bi papež bi rekel, poslušajte, zdaj pa tako. Preden jaz to dam Urbi, vam povem, da ste vi pač banda lopova, pa leglo, korupcija, začin z Ursula von der Leyen, dajte vi sprostiti oklep od krščanstva. Krščanstvo nazaj. In vi nimate enega križa v celotnih bruselskih institucijah. Enega ne. Ni križa. Imate molilnice, ki lahko molite Allaha. Jaz nič proti. V knjigi ima tudi napisano, jaz islam, dokaj je islam v Afriki in dokaj ni agresiven, jaz nimam nič proti. Francoske cerkve niso prazne zaradi islama. Sploh ne. Če se pa to zelo začne z invazijami, pa vse to dobiva oblike, kakšne so zdaj, pa pravim, pa ne, hvala, naravno. Še kakšno vprašanje? Točno. Se pa Je šel krati živnikom. Prosim? Je šel krati živnikom. Ja, no, vse veste vsi, zakaj gre, Ampak predvsem to, da so sodišče in ta način sojenja te sodnice, Maje Kolman in Stanković, to ne morate verjeti. Ta ženska nima pojma, ne v liriki, ne v poeziji, ne v ničemer, nič. Ja, se je dobil tok nagrad. Sem počakajte, koliko nagrad je pa dobil France Prešeren, sem me vprašal. In rekli, ja, se je tudi neki, Sem pa ne nobene. Koliko je pa Trubar dobil, sem rekel. Koliko je pa dobil Cankar? Jaz sem rekel, pozite, prosim, nagrada pol kriterij za umetniško uspešnost. In vse, in največja groteskala pa ta, da je moj oče njega zdravo, da je on mojemu očetu lahko zahvalen za to, da je bil tukaj časa živ. In on je rekel, v mojem očetu vse superlativno v redu. Sem mislil, kakšen človek je to, ki tož sina, zaradi stvari, za katere točno ve, koliko je ura, spričal tega očeta. Sem spričal tega, da ga je oče njegov v bistvu pri življenju ohranil. In potem je se zahvalil še napisal v reporter, da je moj oče mrtev, ker sploh ni bil. Hočem reči, da to je krivosodje. To je krivosodje. To je krivosodje. Zdaj nisem... Bil je v špice, ne? Jaz ne moram reči, če mi rekel ja ali pa ne, a veste, to zdaj tudi bo to, zdaj bom prosil, če to, mislim, jaz vas imam rad, pa vas zaupam, če ta zadnji del, če to objavil, dajte ven, ta del vprašanja gospe, ker res pa lahko spet sitnosti zaradi tega.
In pa od vas nihče ne bo klical pa sodnice pa rekel, ne, ker pa vi nisem nič rekel, to je pa tudi dejstvo. Nisem ničesar rekel tazga, ne. Ampak se vi predstavljate, za Pirjevca pa sploh ne smem, ker je pa še živo, ne, je pa 2500 € plačan, če rečem karkoli spet podoben, ne. Tako da je to čisto nora situacija, ne. In Pirjevc je dal na zadnjo ta stavek, za katerega smo plačali, dal na zadnjo stran svoje knjige. Ta zadnje. Na zadnjo stran. In to smo vse dali pritožbo na sodišče, nič. Ne? Daš na zadnjo stran tisto, kar je najlepše od tebi, to daš na zadnjo stran. Nič. To je pač Kukut Janša, Turk je obsojen, še predno se kako začel. Ponajdejo sodnice, to sem imela dvakrat, ta Kolman Stanković, Maja Kolman Stanković, je bila sodnica, isto pa Janši. To pejte pogledati na internetu. Pa najdejo take, ki so voljni to delati. Ne? Ampak oba, tako Irena Bizjak, ki mi je obsodila na zaporno kazen pri Pirjevcu, kot Irena Bizjak je šla sodišče, zato ker imamo kljub temu tak vzvod medijske moči, ne glede na to, kar pač je, ne, da se to razveli, ne, in ne so živci v opustili, je šla sodišča ven. Noso pa zaradi tega škandaloznega sojenja pa prestavili na Kolman Stanković. Je pa to neko bitje, ki nima pojma, in sem se sprašal, kako ona lahko sodi v teh stvarih, če nima pojma. Tako da bi jaz dobil enega pacienta, ne vem, ortopedski izvid kolka, kaj tukaj narediti, ko jaz nimam pojma, kako ne so tem sodili. Ne vem, ne? To je grozno, kako ona je sodila. In celo napisano, noter v sodbi je napisano, da je ta dotični jaz, ne, velik strokovnjak za vprašanje moderne lirike. To je v sodbi napisano. To pomeni, da se norčuje sodišče s tebi, norčuje. Kajti te pa maksimalno obsod, 7 jurjev, plus vse zamudne obresti, ki jih moraš plačati, čeprav nisi ti kriv, da se sodbe vlečejo 10 let. Moraš vse plačati, to znese še enkrat več, kot pa sama kazen. Pa nisi ti kriv, sodišče je krivo. V Avstriji nobenih zamudnih obresti, ker je vse končano v 4 mesecih. Sam pri nas se to vleče. To Pirjevca se vleče 2011, 2023. 2011, 2023, en stavek. Resničen. Ja? Ok, zdaj pa vas jaz povabim, ker imate še, dokaj sem še živ, priložnost, da vam knjigo podpišem, če kdo želi. Knjiga stane 37 €, ni imela seveda nobene subvencije, ne, nikodar. Zdaj, če jo kdo želi, pač pa jo nima, jo imam tukaj sabo. V bistvu vam jo jaz dam, tako delamo, ne, in potem vi napišete pač tule gor ime, priimek pa naslov, ne, kam se vam knjiga, kam se vam račun pošle. Zdaj se še ni zgodil, da bi kdo ne plačal račun. Kar mi nekaj pove o kvaliteti ljudi, ki to knjigo kupujejo. Če bi to levičarjem dal, če bi to šel v stranka Levica, ne, pa bi jaz rekel, da je najprej denar, da je viden ta lepa, pol pa bote knjigo dober. Ne, res, ker mislim, če bo kdo knjigo vzel, boste videli, da je v dobu in to je vedno tako, to je principom. Ja, no. Pa pri levičarjih, ne, recimo, da bi jaz to svobodni delu bi videl, da nam ne bo, pa vam pa povem, da ne bi en plačal, ali pa en bi plačal. Ker taki so, ne. Recimo, če bi bilo se gor napisal, ne, sem prišel rekel, vse nimam knjige. Kje pa, jaz ne. Jaz ne. Glavno. Mislim, da se lahko še enkrat zahvalimo, res lep aplauz, no, dajmo še enega, no, kaj. Vas povabim, da se knjigo nabavite, kaj je res dobro, jaz ne prebral. Pa tam je dol na koncu se postavite malo, da bomo lahko še skupaj kakšno rekli. No. Hvala vam, ne. Hvala
vam, ker jaz to knjigo pišem, pa zaradi ljudi, ki globoko spoštujem in bralci moje knjige in vi, recimo, ne, sodijo med te, ne, jaz to, brez vas bi pač jaz ne bil motiviran, da bi pisal knjige, ker verjamem v stvar, kako sem rekel, verjamem, da se da stvari premakati, čutim za svojo dolžnost, da ljudi spodbujam k temu, da to naredimo. Hvala vam.